Koliko ste imeli sredstev pod upravljanjem? Približno 2 milijarde. Čisto na začetku, ko je bil Bitcoin, koliko? Mislim, da 5 ali 10 evrov, sem se obrnil na ene fante, ki so takrat že to poznali in so trgovali. Mislim, da sem dal 30 000 evrov. Ampak kaj je fant naredil? Zatipkal se je in je vse sredstva, ki jih je imel v upravljanju, nekomu podaril na njegov račun. Kako se vam pa zdi tukaj povezava recimo med samim zlatom pa Bitcoinom? Bitcoin ima eno značilnost, da je dokončen, ne? Ja. Da ga ni neizmerno veliko. Tako. Se pravi, cena vsaki dobrini, ki je ni neizmerno veliko, raste. Zdaj vprašanje, kaj bo z Ripplom. Ripple je na začetku bil zelo zanimiv. BRICS države so si zadale cilj, da dolar zlomijo, ker to je dominacija Amerike. Če ta dominacija pade, pade Amerika. Se pravi, v Sloveniji, ki ste že prej omenili, nepremičnina je tista, ki je nam najbolj priljubljena, najbolj varna, ne pravijo, da je najbolj tudi zanesljiva. Kako vi na to gledate? Videl sem, a pa srečal sem veliko ljudi, ki so bili prepričani, da so zadeli jackpot in so izgubili sredstva, ki so jih prigarali čez celo življenjsko obdobje, ko so stavili samo na eno karto. Za vas, kaj je najbolj pomembno pri naložbi? Če si pa majhen investitor, se mi pa zdi toliko bolj nevarno, tam do 100 000 evrov, da to poskuša sam. Katera stvar bi rekel, da je najbolj vplivala na vas in kot človeka in kot vlagatelja? Sigurno obdobje 2007, približno 700 000 ljudi je pri tem podržavljanju bank in njihovih obveznic utrpelo škodo. A mislite, da je še možnost, da se tak scenarij kdaj ponovi? Kako imate vi sestavljen svoj portfelj?